Generacija je kar ohlapen pojem, pri ljudeh je hitro kompliciran, pri avtomobilih pa zelo enostaven. Evo, tole za mano je že 10. generacija tega lepotca. Koliko avtomobilov pa se sploh lahko pohvali s tem, da je na svetu že 10 generacij? V bistvu samo dva, z najdaljšo zapuščino od leta 66 je to Toyota Corolla, le malo zatem, od leta 72 pa Honda Civic. V 10. so Japonci spet dostavili radikalen dizajn zmešan z inženirskimi rešitvami, no in tak dizajn ne more biti všeč vsem, ni klasičen, meni je do tule nekje spredaj, zadek pa niti ne. Linij in prelomov je vsaj 2 milijona, kot kakšen transformer je, ampak ne v avto obliki, tist potem že spremenjen. Pač, japonski. Z opremo Sport mi je bistveno lepši, ker sta potem tule zadaj dva velika izpuha, tale pa, no ja. Se pa pod to spet preklano ritjo skriva zajeten prtljažnik s 478 litri prostornine, za primerjavo Golf jih ima samo 380. Kapo dol in najbrž takšnega roloja tudi še niste videli. In tega ogromnega dvojnega dna. Ha. Ajde, oblika je itak stvar okusa, dolom visi, kaj si mislim jaz in prav je tako. Ampak, če je zunaj še bolj odštekant kot prej, se je pa znotraj bistveno bolj zresnil. 2 generaciji nazaj je bila kabina kot notranjost ladje Enterprise, sami števci, zasloni in čudne oblike. Zdaj, ja, povsem običajno, klasično in umirjeno. Tile digitalni merilniki so točno tam, kjer morajo biti, tale zaslon pa tudi in to je to, brez posebne drame. Sedi se odlično, odlagališče je ogromno, prtljažnik je enormen, sedalo zadnje klopi pa se po novem ne dvigne več. Materiali so trdi in stikala izgledajo, kot bi jih potegnil iz pralnega praška. A se spomnite, kakšnih 30 let nazaj si lahko dobil uro v pralnem prašku? No, materiali so približno na istem nivoju. Tale ima pod pokrovom 1,5 litrski turbobencinski stroj. Na voljo je še šibkejši litrski in to je to. Nič dizlov vsaj za enkrat, tile turbaki so zdaj serija Earth Dreams. Motor je vrhunski in porabi le malo nad 7 litrov, pa še tole zato, ker si ga kar pogosto privoščim, sicer bi bilo še manj. Sploh ne deluje prisilno polnjen, ker vleče zelo zvezno, za prebujanje vseh 182 konjičkov pa ga je treba malce bolj zavrteti. Ampak s tem nima nobenih težav in to rad počne. Na voljo imate tudi brezstopenjski samodejni menjalnik CVT, ampak če želite uživati, vzemite tega ročnega, ker so Hondini menjalniki vedno vrhunski. Podvozje in občutek na volanu pa sta... Honda je pred časom tretjino svojega razvojnega oddelka usmerila izključno v razvoj Civica. In to se vidi, če vas poceni plastični materiali in software izpred 10 let pustijo ravnodušnega, vas vožnja ne bo. Maso med sprednjo in zadnjo osjo so še lepše porazdelili, zdaj je v razmerju 61:39, karoserija je občutno bolj čvrsta in še težišče so znižali za 3 cm. Pa še blažilnike lahko utrdite s tem gumbom. Takšne malenkosti novega Civica, vsaj kar se vožnje tiče, uvrstijo sam vrh razreda. In tudi ni posebej trd, če vas to skrbi. Dober motor, še boljša lega, nizek položaj za volanom, ki je bil v zadnji 2 generaciji kar malce ignoriran, in natančen menjalnik s kratkimi hodi, ročice so pač fajn recept za vozniški užitek in za potrebo po še več ovinkih. Tudi tale motor je čisto dovolj zmogljiv. Ja, so stvari, ki vam bodo šle na jetra. Mogoče malce preveč razklan izgled. Mogoče ceneni gumbi in to, da okoli voznika ni nikjer mehke plastike. Mogoče tudi to, da je ta vmesnik res za nič in da med vožnjo ne morete nastavljati praktično ničesar, ampak v trenutku, ko se boste zapeljali s tem avtomobilom, boste pozabili na vse to. €28.540 in na to še 2 jurja popusta. Ampak pri tem je obkljukana vsaka malenkost, asistenčnih sistemov je ogromno, delujejo hitro in nemoteče, sicer pa že za 20 jurjev dobite zelo soliden paket. No, pa naj še kdo reče, da je Honda draga.